Lepo vas vse pozdravljam iz Ljubljane. Sem prišel, mrzlo je tako kot tukaj, ampak je kar lepo vreme. Tako da sem vesel, da da je lepo vreme, skratka. Glejte, sem prišel vam prikazati življenje in delo te umetniške družine Šantelj, o kateri je precej ali pa zelo veliko napisanega v tem katalogu, ki ga vidimo na ekranu. To je katalog razstave, ki sem jo priredil pred 13 leti v Slovenski Bistrici. In ta razstava je zajela umetnost in umetniško izročilo 200 let, obdobja 200 let, in sicer se je začelo to obdobje z letom 1800, z rojstvom tega gospoda, ki je na vrhu, Jožefa Tominca, slikarja, in se je potem skozi 7 rodov, ne skozi 3, kakor ste mi vi prej omenili, skozi 7 rodov se je nekako rodilo 13 ljudi z umetniško nadarjenostjo. Mi se ne bomo z vsemi seznanili, ampak nas bo predvsem zanimala tista veja, ki se je začela s priimkom Šantelj. In ta družina je živela v drugi polovici 19. stoletja in v prvi polovici 20. To obdobje, nekako slabih 100 let, bomo spoznali skozi gradivo, ki sem ga pripravil za prikaz. Posebnost tega mojega prikaza je pa v tem, da bom to prikazal skozi razglednice oziroma skozi korespondenco, ki so jo ti umetniki med seboj si dopisovali na način, ki ga danes najbrž redko kdo še uporablja. Uporabljali so si povezave s pošiljanjem avtorskih razglednic. Torej, ker so bili slikarji, jim ni bilo težko narisati na majhen format razglednice sličico, s katero so sporočali naslovniku svoje stvari. No, in tako se je ta njihova korespondenca ohranila. Način, kako je do tega prišlo, vam bom še na kratko lahko opisal. Ampak spoznali boste, da je bila ta družina res nekaj posebnega in je v današnjem času lahko marsikomu za zgled. Gre namreč za eno zelo harmonično družino, ki je bila med seboj tesno povezana, ne ravno razseljena, pa vendar službovala v različnih krajih, tako da so si morali med seboj dopisovati in tako se je ta njihova korespondenca tudi ohranila. In držali so skupaj, se podpirali drug drugega in njihova življenjska pot, konkretno Šantlova, je do prve svetovne vojne bila izjemno, rekli bi lahko, običajna meščanska družina, ki je srečno živela v Gorici. Z vojno se je njihova harmonija podrla in so s težavo preživeli te vojne čase, ampak v nadaljevanju so pa spet zaživeli tako, da so lahko med seboj bili več skupaj kot prej, in del njihovega življenja se je iztekel tudi v Mariboru. Zato je mogoče današnji prikaz bolj zanimiv za vas, ker se dotika življenja v 20 letih 20. stoletja v Mariboru. Toliko za uvod. Kako pa sem jaz do te zapuščine oziroma arhiva prišel? Zato je pa zaslužen tale gospod, ki je spodaj na sliki v svetlem okviru. To je Saša Šantelj. Saša Šantelj je v tem sklopu celote pravzaprav najpomembnejša osebnost kot vsestranski umetnik, ker je bil slikar
in skladatelj, to se pravi, da je služil dvema muzama, kar je v slovenskem umetniškem ali pa sploh kulturnem prostoru redek pojav. Pa tudi širše ni ravno pogosto, da se tako v enem človeku združita dva talenta. Zakaj ga omenjam na začetku? Zato, ker sem preko njega prišel do tega, kar boste danes videli. 30 let je tega, kar sem med počitnikovanjem v Istri na lokalnem radiju slišal eno zelo presenetljivo pripoved o tem človeku, ki ga tam v istrskem prostoru ne samo poznajo, ampak cenijo kot pomembnega kulturnika, ki je v istrskem prostoru kulturno krajino dvignil na zelo visok nivo in zato ga imajo v Istri istrski Hrvati za svojega človeka, kajti on je v prvem svojem življenjskem obdobju deloval 13 let na Hrvaškem v Istri in na Sušaku. No, in ko sem jaz to slišal, sem rekel, ja, saj jaz ga poznam, saj to je glasbenik, skladatelj, moja stroka, vem o njem, ampak da je pa živel v Istri, to mi je pa bilo popolnoma neznano. In kaj se je zgodilo? Potem 10 let pozneje sem pa po spletu na ključi prišel do potrebe, da se o tem človeku več spregovori v okviru Glasbene matice. Glasbena matica ljubljanska se je v začetku tega stoletja, ko je ponovno oživila njena širša dejavnost, zavezala, da bo poskrbela za svoje, za zgodovino glasbe, katero je ona tudi sokreirala v slovenskem prostoru. In zavezali smo se, da bomo raziskali življenje skladatelja Saše Šantla. No in tako sem jaz potem pri tem iskanju njegove zapuščine prišel do njegovih sorodnikov in od njih dobil v varstvo njihovo dediščino, ne samo Šantlovo, ampak celotno dediščino te družine, kolikor je bilo ohranjene. In ko sem začel to proučevati, moram reči, da sem zelo vesel, da sem jo lahko celo rešil pred odpadom. Grozilo je, da jo bojo odpeljali na odpad, pa sem se potem odločil, da jo shranim in v varstvo. In to zdaj počnem že 20 let. In ko sem jo začel proučevati, sem ugotovil, da to je neprecenljiv zaklad. In iz tega zaklada sem se zavezal posredovati gradivo ustreznim inštitucijam. Jaz sem to vzel v varstvo, ne v last. In se zavezal, da bomo gradivo postopno predali v inštitucije, v glasbene inštitucije, arhive, muzeje in tako naprej, kamor to sodi. In v teh 20 letih se mi je že zelo veliko posrečilo spraviti na pravo mesto z ustreznim spremnim gradivom, ki sem si ga zmogel sam prepoznati in ga vključiti v to gradivo z dokumentacijo. Bistvo namreč te njegove zapuščine je dokumentacija in v tej dokumentaciji je bila tudi knjižnica Šantlove družine in zbirka razglednic. In ti dve zbirki sem si uspel izboriti v mojo last kot priznanje za varovanje te dediščine. In namreč zakaj? Zato, ker sem prvič ljubitelj knjig in drugič, ker sem ugotavljal, da bo ravno s tem gradivom mogoče še marsikaj novega spoznati o tej družini. Kajti korespondenca sicer ni v celoti tu, ampak je pa bogata in iz nje se seveda, kot vemo, da marsikaj ugotoviti. No, zato, ker sem se zelo pozno, torej šele pred nekaj leti, lahko lotil preučevanja razglednic, je potem, ko sem to razstavo že delal, pred 13 leti o tem nisem nič vedel še. Ko sem pa potem raziskoval te razglednice,
Moram reči, da jih je nekaj tisoč, ne, to ni bilo tako enostavno se tega korpusa lotiti, zato sem ga čuval za pozneje in to pozneje je zdaj že prišlo, hvala Bogu, da sem pregledal to zapuščino in v njej našel tisto, o čemer sem govoril na začetku, ne. Torej, da se skozi njihovo dopisovanje lahko približa poslušalcu ali bralcu njihovo življenje. In zdaj lahko začnemo. Uvod je bil malo dolg, upam, da bom uspel še vse najvažnejše stvari povedati v odmerjenem času. Nisem tako zelo spreten predavatelj in govornik, da bi to dobro znal, nimam ure pred seboj, upam, da me bojo opozorili na potek časa. No, glejte, Saša Šantl, kot rečeno, je bil tisti, ki me je pripeljal v to druščino. In ta druščina je skupina ljudi v razdobju 200 let, od poglavitnega začetnika slikarja, portretista Josipa Tominca, do njegovega zadnjega potomca Tomija Ramadanoviča, ki je bil slikar in pesnik. Vsi ostali, razen Antona Šantla, so bili slikarji. Anton Šantl je pa zraven zato, ker je bil ne samo profesor fizike in matematike, ampak ker je bil izreden publicist in je napisal ene fantastične spomine, o čemer bomo potem še slišali. No, zdaj pa poskusimo zadevo speljati. Začenjam prav z njim, z Antonom Šantlom, in sicer z najstarejšim predmetom iz te zapuščine. Tule vidite na levi gor datum 3. 2. 1871. To sem jaz s svinčnikom napisal na to dopisnico, ko sem razbral datum. Hvala Bogu je žig takšen, da se je to dalo ugotoviti. In kaj je vsebina te dopisnice? To je pisala Augusta Eigentler, o kateri bomo pozneje še slišali, seveda, svojemu bodočemu ženinu iz Gradca v Maribor. Tukaj vidimo Anton Šantl, profesor, Marburg. Vsebina te dopisnice iz leta 1871 pa govori o tem, kako je ta Anton Šantl bil površen in se ni 12 dni oglasil iz Maribora v Gradc svojim ljudem, torej svoji bodoči soprogi, zaročenki, in ga sprašuje, kaj je z njima, je bolan, in ga na koncu poziva, takoj nam odpišite. To zdaj je seveda v tej gotici malce težko brati, ampak vsekakor sem to razbral. In je to zelo izredno zanimiv dokument, ne samo zato, ker je najstarejši iz te zapuščine, ampak ker je to ena zelo zgodnjih dopisnic. Če se spomnimo, Avstro-Ogrska je dopisnice uvedla, mislim, da 2 leti prej, 1869, gospod Premzl to dobro ve. In pomemben podatek seveda pri dopisnicah je pa v tem, da je vsebina dostopna vsakomur, ki to vzame v roke, poštarjem in še komu drugemu. In kaj je posledica bila v tem primeru? V tem primeru se njegova nevesta, Augusta, ni podpisala, ker jo je bilo očitno sram, da ona piše nekomu iz Gradca v Maribor. No, to je ta. Zdaj pa naslednja slikca ne pa prikazuje tega Antona Šantla, in sicer je to posnetek risba na razglednici, ki jo je pisala njegova hčerka, narisala ga je na razglednico, Henrika, in poslala to sličico svoji sestri, ki je takrat bivala v zdravilišču v Alandu, in mu na ta način pokazala, kakšen je njen oče ta čas, ko njeni doma in se ne vidijo. To je ena od mnogih risanih razglednic, unikatnih razglednic. In ta druga prikazuje pa njeno mater, mislim, njegovo ženo, pardon, to je pa Augusta Eigentler, ki
je bila graška Nemka, medtem ko, če se nazaj spomnimo, Anton Šantl, moram ga omeniti, da je bil kmečki sin iz Pohorskega, oziroma pardon, iz Kozjaka, na severni strani Kozjaka je vas Lučane, tam je bil on rojen v kmečki družini in se pozneje povzpel v profesorja, doštudiral fiziko in matematiko. In medtem, ko je študiral v Gradcu, je prišel v stik z družino Eigentler. In tale gospa, ki jo vidimo na sliki, že sicer v zrelih letih, kajti dopisnica je narisana leta 1921, kot beremo spodaj, je bila hčerka v družini sodnika in miniaturista Huga Eigentlerja. In tam so živele še 3 njene sestre in je zelo zanimiv dogodek, kako so, če preskočim zdaj na naslednjo sličico, še enkrat pogledamo ta par v poznejših letih, Augusta Eigentler in Anton Šantl, ki sta se poročila 2 leti za tisto razglednico oziroma dopisnico in odšla v Gorico, ker je Šantl dobil profesuro na gimnaziji v Gorici. No, in tam sta si ustvarila takole družino, ki jo tule vidimo na sliki. Moramo povedati še, da je Augusta starejša, Eigentlerja, bila, kot sem rekel, z 2 sestrama v stanovanju v Gradcu, v katerem so oddajali študentom sobice, ne? In eden od takih študentov, ki je prišel k njim, je bil Anton Šantl. In Anton Šantl je tam nekaj let živel kot podnajemnik in se seveda seznanjal tudi z družino, z njenimi člani in med njimi najbolj spoznal ravno Augusto starejšo, ki je danes rečemo starejša, in se sčasoma zaljubil vanjo. No, in med študijem je z njim k njemu prihajal tudi na obisk njegov kolega Ludwig Boltzmann, ravno tako študent fizike v Gradcu, in ta Boltzmann je bil pozneje znamenit fizik in naslednik našega Jožefa Štefana na Dunajski univerzi in je znan tudi v zgodovini fizike kot avtor enega od zakonov, Ludwig Boltzmannov zakon, ne vem točno kateri. In zanimivo je to, da sta se pozneje, ko je prišel čas za ženitev, poročila istočasno v Gradcu z 2 sestrama. Anton Šantl se je poročil z najstarejšo hčerko Augusto, Ludwig Boltzmann pa s srednjo sestro, ki se je pisala Mina. Mina. No, in po poroki sta odšla, zdaj sem pa nekaj zamešal. Ne, narobe je. 3 hčere so bile. Ta prva je bila Augusta, starejša, druga je bila Mina, ki se je poročila z drugim sošolcem, gimnazijskim sošolcem Saše Šantla, Plohlom, in ta 2 para sta se poročila hkrati v istem mesecu in tudi hkrati odpotovala v Gorico, kjer sta oba moška dobila službo na gimnaziji. Tretja hčerka je bila pa Henrika, ta se je pa pozneje poročila s tem Boltzmannom, ki je služboval pa že na Dunaju ta čas. No, to je zdaj začetek te družine in če pogledamo še malo nazaj, Augusta, konkretno Augusta starejša, je študirala v Gradcu na deželni akademiji, danes bi temu rekli umetniška gimnazija, in ko je doštudirala pri 20 približno, je dobila že štipendijo za nadaljevanje študija na akademiji v Münchnu, ampak se ni odločila,
ker sta se z Antonom tako dobro razumela in dogovorila za poroko in družinsko življenje, se je temu odpovedala in potem šla z njim kot nevesta v Gorico. Gremo naprej. Ta družina, če se vrnemo na njo, je tule v letu 1898 posneta in vidimo 4 otroke, med katerimi je najmlajša tu na levi ob očetu, to je Danica, ki je bila tudi umetniško nadarjena, vendar te nadarjenosti ni razvila. Mislili so, da se bo tudi ona lotila slikarstva, pa ni imela dovolj poguma in volje, potem je pa tudi zbolela zelo kmalu in umrla, tako da svojega talenta ni razvila. Tu zadaj vidimo sina Sašo Šantla, ki se je sprva imenoval Aleksander, pa se je pozneje preimenoval v Saša, potem je zraven njegova druga sestra Avgusta mlajša, ki je bila 7 let starejša od njega, in potem spodaj pa še najstarejša sestra Henrika, 9 let starejša od Saše Šantla. Tako da so to kar v nekem širšem razdobju otroci ostali živi, vmes sta še 2 otroka, ki pa nista preživela otroških let. Zdaj pa, če pogledamo naprej, pridemo do prve razglednice in najstarejše razglednice, tisto prej je bila dopisnica, zdaj pa najstarejša razglednica iz te družinske zbirke, in sicer je to prva razglednica, ki so jo prejeli iz Dresdna, in sicer sta jo poslali 2 sestrični od Šantlovih, ki so bili takrat na počitnicah v Dresdenu, in to je bilo leta 1890. To je za tiste čase in za naše zbirateljske privržence dosti redek pojav, da dobiš tako zgodno razglednico v svojo zbirko. No in naprej, še to, prva razglednica, ki jo je pa prejel Saša Šantl, je pa iz leta 1896, te pa nisem prinesel s seboj. Ampak je pomembnejša tale, iz tega tudi 96. leta, ki je prva risana razglednica iz te zbirke, časovno prva risana, in sicer jo je narisala Avgusta mlajša, in to je pozdrav iz Kanala, ko so bili na počitnicah v Baški grapi, so šli peš domov v Gorico in se spotoma ustavili v Kanalu, kjer je ta Gustika to narisala, in so se na hrbtni strani še, ne, tukaj niso se podpisali, ampak piše odpotujoče karavane, kar pomeni, da so bili oni skupaj na poti domov. Poslala jo je pa sestri na Bavarsko, v Wildenrod, kajti tisti čas je ta najstarejša Henrika študirala v Münchnu in bila na poletnem tečaju v bližnjem Wildenrodu. Tule smo potem pri naslednji izjemni razglednici, in sicer gre za litografirano razglednico. To nam pove sam napis. Kakor vidiš, smo poskusili litografirati, kako se ti zdi, slabo, ne res? Piši kmalu spet. No, to razglednico je pisala Gustika spet na Bavarsko, 2 leti pozneje, v Poling, kjer je bila njena sestra, pa tudi spet na poletnem tečaju. Kaj nam zdaj ta zadeva pove? Prvič je to unikat, drugič je pa fenomen v tem, da so že v tem času te ženske znale litografirati. Kako so to tehnično izpeljale, si jaz ne znam dobro predstavljati, ampak vsekakor to za njih ni bila novost, kajti iz njihove zapuščine obstaja še ena taka litografija od Avguste starejše, ki je pravzaprav bila prva tista, ki se je s tem slikarstvom spopadla in potem naučila še svoje otroke. In tako so očitno vzeli s seboj na počitnice primerno gradivo, da so tam lahko litografije naredili.
In takih litografij so še ne 3 ali 4 iz istega obdobja poslane na Bavarsko, te hčerki, ki je tam študirala. In imamo potem tudi njen odgovor iz Polinga, je pa odpisala tudi narisano razglednico, ampak tale ni bila litografirana, pač pa z roko narejena kot ne vrste akvarel ali pa ne vem, s kakšnimi vodenimi barvicami je to narejeno. In jim je odpisala nazaj na to njihovo počitniško destinacijo v Čepovan. Čepovan je pa en kraj blizu Gorice, če poznate ta zemljevid. Šantlovi so namreč več 10 in 15 let redno hodili o počitnicah celo družino v okolico, na podeželje, v okolico Gorice, v Baško grapo, v Čepovansko dolino in še kam. No, in naslednja je pa spet nekaj posebnega, kot tale konkretno sicer ni unikum, ampak je tiskana razglednica. Unikum bi bil, če bi bila samo enkraten proizvod, vendar je to razglednica iz leta 1900, ki jo je natisnil Šventner, ljubljanski založnik Šventner, in sicer je nastalo to po zamisli, to je nastalo po zamisli Avguste Mlajše, ki je bila spodbujena za to delo od arhitekta Ivana Jagra. Ivana Jagra danes ne poznamo prav dosti, ampak je ena od pomembnih osebnosti v naši arhitekturni zgodovini. On je podobno kot Plečnik doštudiral na Dunaju in mislim, da leta 1999 končal študij in takrat začel sodelovati s Šventnerjem in mu napravil nekaj knjižnih oprem, ki jih je potem Šventner natiskal. In z njim, s tem Ivanom Jagrom, sta se seznanili obe Šantlovi hčeri, ki sta tisti čas študirali tudi na Dunaju. Stanovali so blizu skupaj in je prišel iz Ljubljane poskusni tisk razglednice, katere original risani je tule na fotokopiji, original sem pustil doma, v takile velikosti je Gustika izdelala izvirno sličico in Jager je to opremil z opombami. Če pogledamo, če boste tole morda z tega videli, ne, saj jo nimamo na sliki, jo nismo dali noter. Skratka, Jager je to njeno originalno risbo opremil z navodili za tisk in jo poslal v Ljubljano. In potem je iz Ljubljane prišel poskusni tisk, ki ga vidimo tukaj, in ta poskusni tisk je prijel Jager na Dunaju in ga pokazal seveda Gustiki, da ga odobri. In res ga je odobrila in je potem Šventner to razglednico natisnil in na naslednjih, našel sem v knjižnici v Novem mestu še en primerek iz leta 1902, ki je bil pa poslan in podpisan in na njem je že natiskal Šventner svoje ime. Kar pomeni, da je ta poskusni tisk bil odobren in potem razmnožen v tisku. Seveda pa govorim o tem predvsem zato, ker je to prva slovenska ženska avtorska razglednica, tiskana, ne kot unikum, ampak tiskana. Namreč istočasno je Šventner izdal še tudi eno drugo razglednico od Ivana Vavpotiča in te dve razglednici sta, torej Šventnerjeva niti ne, ampak od Gustike pa dejansko prva ženska umetniška razglednica, da se popravimo, kajti drugo so krajevne razglednice, ki ne štejejo v ta okvir. Skratka, to je nekaj, kar je po mojem vedenju, ko sem se ukvarjal z zgodovino razglednic, očitno prvi primerek. Zdaj smo pa spet pri risanih razglednicah. V ta čas, ko sta bili obe sestri na Dunaju, se jima je oglasil iz Gorice brat Saša in jim poslal tole razglednico, na kateri
je narisal svojo prvo skladbo. Torej ni ravno prva bila, ampak ena prvih, in s tem je poskusil sestrama pokazati, kako se zdaj doma kot abiturient, on je bil takrat v 7. gimnaziji, začel ukvarjati s komponiranjem. In je tako poslal v vednost sestrama, s čim se ukvarja v prostem času. O tem se bomo še potem malce več mogoče uspeli pogovoriti. No in naslednja sličica prikazuje pa obratno pošto, ki jo je pa pisala Avgusta v Gorico bratu, istočasno, tako rekoč, januarja, februarja 900, in je zanimiva zaradi tega, ker med drugim zaradi naslova poimenovala ga je Ljuba redna skleda. In zakaj je to nenavadno? Ker je pojem oziroma sintagma redna skleda anagram besede Aleksander. Čeprav ne točen, ne rečemo temu logogrifni anagram v enigmatiki, ampak vsekakor je podatek, ki prevladuje o tem, da je bila ta Gustika tudi strastna enigmatičarka. O tem pričajo še drugi prikazi iz njenih del. No, tukaj je pa sicer narisala neko nočno podobo, ob kateri je ona to razglednico izdelala in jo poslala. Naslednja razglednica je pa spet tiskana. To sem pa izbral zato, ker je ta zadeva sprožila v našem slovenskem prostoru tisto, kar danes pojmujemo kot izročilo Društva Vesna. Leta 1903 se je ustanovilo Društvo Vesna, ki ga je spodbudil kot eden soustanoviteljev Saša Šantl. In Društvo Vesna se je zavezalo z geslom iz naroda za narod posredovati širšim plastem ljudstva umetniško likovno umetnost. In kot enega svojih poglavitnih nalog so se odločili zbirati folklorno gradivo in objavljati razglednice z umetniškimi motivi. Torej, razglednice so poceni sredstvo, s katerim to lahko storiš. In najprej so si v društvu organizirali interni natečaj, in v tem natečaju je z izdelavo razglednic zmagal Saša Šantl in nagrajena razglednica je bila tale, ki jo vidimo na sliki in ki jo je poslal potem Saša Šantl s podpisi svojih kolegov Vesnanov, svoji zaročenki Ruži Sever, ki je bila tudi na Dunaju, ampak takrat je pač bila v Ljubljani in je to razglednico poslal v Ljubljano. Naprej. Tu sta še dve taki razglednici izpod Saševega peresa, ki jih je pa izdelal za svojo mater, ki je bila predsednica goriške podružnice Cililno-metodijskega društva, ki je predvsem skrbelo za mladino na Goriškem in mu je predlagala, da naredi eno razglednico, ki jo je takole realiziral, kot vidimo na sliki, z motivi šolarjev. To je tiskana razglednica, seveda. Naslednja je pa spet rokopisna in sicer posebna zato, ker je na dopisnici nalepljen ex libris. Ex libris, ki ga je izdelal Saša Šantl, v tistem času močno vpet v glasbeno dogajanje na Dunaju, ne samo kot slikar, ki se je učil slikarstva, ampak kot izjemen violinist oziroma violist, ki se je močno udejstvoval v komornih skupinah in orkestru društva Haydn. In ena od teh komornih skupin je bil kvartet, ki se je imenoval Fikrt, in tudi sebe je upodobil, tule drugi na levi je tudi Saša Šantl, ki igra tam drugo violino. In to dopisnico mu je poslal njegov prijatelj, ta Fikrt, z Dunaja v Ljubljano, nalepljen na razglednici, na dopisnici.
S tem se hočem dotakniti ene zelo pomembne Šantlove dejavnosti, to je izdelovanja ekslibrisov. On je naredil v življenju nekih 35 ekslibrisov, kolikor jih je ohranjeno v zapuščini, in ta njegova zapuščina je že 10 let na ogled po raznih slovenskih knjižnicah. Trenutno je razstava njegovih ekslibrisov v Velenjski knjižnici, čez 2 meseca pride pa semkaj in bo razstavljena ta zbirka v Univerzitetni knjižnici. Če vas bo zanimalo, si jo boste šli ogledati. Zraven sem pa prikazal še ponovni natis te razglednice. Jaz sem namreč izdal v tistem letu, ko smo prvič razstavo postavili, tudi ponatis 6 najlepših njegovih motivov na razglednicah, tako kot vidimo na sliki. No, če gremo naprej. Zdaj smo prišli do stanja te družine, ki se je v teh 7 letih od prve slikce že malce postarala, in vidimo samo otroke brez očeta, torej mati in štirje slikarji. Skratka, 5 slikarjev na kupu. Vidimo, v takšnem stanju so se slikali v Gorici. Naprej, v temle 2 leti pozneje, imamo pa že poročno sliko Saše Šantla, ki se je s to svojo nevesto Ružo poročil v času, ko je služboval v Kopru na učiteljišču. Zadeva je zanimiva zaradi te karikature, ki sem jo zraven priložil in jo je izdelal Maksim Gaspari. Gaspari pa Smrekar pa še nekateri drugi so bili znani njegovi kolegi v društvu Vesna in so si zelo med seboj dopisovali, kadar niso bili skupaj. In eden tistih, ki je največ takih narisanih razglednic naredil, je bil seveda Maksim Gaspari, ki je pisal svojemu mecenu v Kamnik vsak trenutek, kaj počne in kako se stvari odvijajo. No, in je takrat, ko se je Šantl poročil, narisal tudi tole karikaturo, katere poudarek je ravno v tem, kako je bil Šantl velik in kako majhna je bila njegova nevesta. Če pogledate na sliki, ona stoji, on pa sedi, pa sta enako visoka. In to je seveda v karikaturi tudi poudaril Maksim Gaspari. Naslednja slikca je pa spet tiskana razglednica in sem z njo hotel pokazati obraz ta najmlajše hčerke, ki jo je takole upodobila najstarejša Henrika, in to je ena od najbolj znanih slik Henrike Šantlove, ki si zasluži status, po moje, da bi bil to podoben motiv, kot ga ima v slovenski likovni umetnosti Poletje od Ivane Kobilca, je ta slika pri kavi drugi podoben primer, ki bi si zaslužil eno kanonski status. Ampak ker je v privatni lasti, seveda je to malce težje doseči in predvsem seveda se z umetnostjo Henrike Šantlove še niso do kraja razpisali umetnostni zgodovinarji, to jih še čaka, da bodo njen pomen v slovenski likovni umetnosti končno postavili na pravo mesto. Čeprav je seveda znano, da je bila po smrti Ivane Kobilce Henrika Šantl najboljša slovenska slikarka v 20. in 30. letih prejšnjega stoletja. No, ta ena od teh njenih najlepših slik je pozneje izšla tudi v seriji razglednic, ki jih je izdala Umetniška propaganda. In ta seveda ni bila, ta konkretno ni bila poslana, samo prikazati sem hotel ta motiv. Pač pa je spet narisana razglednica, na kateri je upodobljena Avgusta mlajša. To slikco je seveda naredila sestra Henrika in jo tudi poslala v Aland, kjer je bila v zdravilišču njena sestra, mlajša sestra. In tukaj
je to morda zanimivo. Ja, zanimivo je namreč, jaz sem posod pri teh sličicah upodobil tudi naslovno sliko oziroma naslovno stran z sporočilom, ki je včasih zelo zgovorna, ker komentira narisane podobe, in to bomo videli še tudi na naslednjih posnetkih. Tole je še enkrat ta ista Danica Šantl, Avgusta mlajša, z psičkom, ki se imenuje Mis, torej psička je bila, in to je bila pravzaprav Daničina last, in ker ona v zdravilišču ni mogla imeti pri sebi psa, so ga imeli pri sebi njeni starši, ki pa so takrat bivali na Dunaju. In zdaj se za hip vrnem na njihovo življenjsko pot. V času, ki ga vidimo tule, so živeli kot begunci na Dunaju. Namreč, ko je prišla prva svetovna vojna, se je frontna črta približala tako rekoč do njihove domače hiše v Gorici. In so začeli granate padati, in tudi ena je tudi njihovo hišo zadela, in takrat so oni pa sklenili, da pa ne bodo mogli več tam živeti, in so šli v begunstvo. In potem v begunstvu so živeli najprej v Dolenjskih Toplicah, potem so šli na Dunaj, in ta čas, ko so šli na Dunaj, so poslali to hčerko Danico v zdravilišče v Aland, v bližini Dunaja, in pozneje so pa skupaj, so zaživeli še tudi v Grojsbachu, v vasici zraven Alanda, kakšno leto, in potem so šli pa skupaj z na pol ozdravljeno hčerko v Krško, kjer so kupili eno posestvo. No, in z Dunaja je ta čas, ko je bila na preiskavah hčerka, so intenzivno pošiljali razglednice sestrici in hčerki v Aland, da so ji olajšali njeno samoto pri zdravljenju, in tako so ji poslali tudi sličico njene psičke. Tole na levi je narisala seveda Henrika, ker je upodobila sestro. Tale samostojna psička je pa bila delo Gustike, je pa Gustika narisala to, ki ona je največ zanjo skrbela v tem času, ko je bila ona v Alandu. Tule v Aland je pa pisal seveda tudi Saša Šantl, ki je pa ta čas živel z družino, si ustvaril družino v Pazinu, in je poslal svoji sestrici, svoji hčerki, ki jih je že seveda v družinski tradiciji učil glasbe, in vidimo ta malo Vojico z violino in starejšo Dušico za klavirjem. To je tako imenovana fotorazglednica, fotografiral jih je Saša Šantl sam, nalepil sličico na dopisnico, pripisal svoje, kar je hotel povedati, in poslal na Dunaj, v Aland svoji sestri. Naslednja je spet ena taka, ki prikazuje, kakšno je bilo stanovanje na Dunaju, kjer so nekaj mesecev živeli Šantlovi. In tukaj vidimo tako imenovano kiblo spodaj v umivalniku, o kateri, ne vem, ali nisem dodal zraven še tudi samostojne risbice te kible. To je porcelanasti servis za umivalnico. Tisto kiblo spodaj so pa uporabljali oni za nesti juho na mizo, so napisali v dopisu na tisti dodatni razglednici, ki je nimam tukajle. No, potem so pa rekli, za nesti juho na mizo je pa malo prevelika, bomo pa za nekaj drugega uporabljali. Tako je približno to izgledalo. Na to imamo še eno drugačno razglednico, ki je tudi avtorska, pa ni unikatna, zato ker je to grafika. Saša Šantl se je namreč v času svojega življenja v Pazinu začel ukvarjati z grafiko in je tam postal kot tak v zgodovini likovne umetnosti znan kot pionir sodobne slovenske grafike.
S to grafiko je on začel predvsem v bivanju v Pazinu, ampak njegovi prvi začetki so pa že na Dunaju med študijem. Tako da je njegov prvi grafični izdelek lesorez z imenom Ex Libris Saša Šantl. Ta lesorez nisem prinesel s seboj, ampak vsekakor je to tisto prvo grafično sodobno slovensko delo iz leta 1902. No, v Pazinu je pa recimo izdelal tole grafiko z motivom, kjer vidimo v ozadju stolp, cerkveni stolp v Pazinu, in on je poslal to prav tako, malo pozneje že, ko so živeli njegovi v Krškem, očetu, s sporočilom, da je slišal, kako so oni nesrečno potovali iz Avstrije v Krško, ko so se tja preselili na novo posestvo, in mu je v vednost poslal ta svoj izdelek, te grafike bakroreza iz pazinskega okolja. Takle dopisek je pa dobila tudi v Krško pa Danica, in sicer iz Steinklama, kjer je pa živela in delovala njena sestra poldrugo leto v begunskem taborišču. Ona je bila sicer učiteljica v Puli, ampak v času vojne so šolo in še mnoge druge ljudi preselili v več taborišč v notranjosti Avstrije. Eno od teh je znamenita Vagna, tule v bližini čez mejo pri Šentilju, drugi bil pa Steinklam, to je pa bolj proti zgornji Avstriji, in tam je Gustika narisala sestrici, kako je izgledalo to taborišče, in ga poslala njej v Krško. Da pa vidimo, da tudi Danica ni bila brez talenta, je pa tale njena risana razglednica, s katero je odpisala sestri Gustiki v Steinklam z upodobitvijo njihovega domačega vrta in psičke Misi, ki tam na stolu sedi, na klopci sedi, in priča o tem, da je bila še vedno živa, da je takrat pravzaprav bila že v poznih letih, pa vendar je potovala z njimi po vseh teh njihovih krajih do zadnjega. Ime Mis je pa seveda prav mišljeno po angleški besedi mis. Misi ali pa misili so jo ljubkovalno klicali. Naslednja sličica je pa že iz obdobja, ko se je družina, preostanek družine, kajti v Krškem je najprej umrl oče, Anton Šantl, nato za njim pa še Danica, in ko sta ostali tam sami, mama pa Henrika, tačas je namreč Avgusta že prišla v Maribor za učiteljico, tačas je iz Maribora poslala dve lepi razglednici z motivom Mariborskega parka. To je bilo leta 1921, to je prva sličica, in druga je tale. In tukaj je recimo napisala na hrbtni strani: tu imaš zopet en košček parka, Mariborskega parka. To je bilo še spomladi leta 1921, kmalu pozneje, zatem je pa Danica umrla, in ko je umrla, sta ostali samo še dve Šantlovi tam in sta se preselili v Maribor, kjer jim je Gustika preskrbela skupno stanovanje v hiši Božene Sernečeve. To je znana oseba iz te družine Sernecev, o kateri zdaj ne bi veliko govorili, ker nas čas najbrž priganja, ampak vsekakor so bili Sernečevi njihovi dobri znanci, kajti en Josip Sernec, ena generacija pred tem, je bil sošolec Antona Šantla. Tako da so imeli to poznanstvo in ko so se preselili v Maribor, so jim Sernečevi omogočili v njihovi hiši dobro bivanje, in tam so živeli okrog 10 let, oziroma Avgusta še 3 leta več, da je dočakala pokojnino. Leta 1929 sta se pa mama in sestra preselili v Ljubljano, kjer so kupili z združenimi močmi eno hišo na Mirju.
Da gremo naprej. V tem času, mariborskem obdobju, je zlasti, torej so vse tri ženske izkoriščale počitniške čase za obiskovanje morskih krajev, obmorskih krajev. In takole je Avgusta poslala z dopusta nazaj v Maribor razglednico Makarske, kjer je ta čas bila. Poslala jo je pa nečakinji Dušici, kajti Dušica je večkrat, pa tudi druga, njena sestra, sta večkrat prihajali na obisk v Maribor iz Ljubljane in se učili pri njih. Obe slikarki sta bili tema dvema nečakinjama dobri učiteljici, ampak v počitniškem času. Potem imamo še eno pošto v Maribor, ki jo je poslal Saša Šantl, in sicer je poslal spet eno grafično razglednico, to je grafika z motivom mosta v Istri, v Dragi, blizu Tinjana, ki jo je on zelo velikokrat ponatiskoval kot en zelo lep motiv. In to sem vam priložil iz osebnih razlogov, zato ker v bližini tega mosta je kraj, ki se imenuje Tinjan, in pri Tinjanu je moje počitniško domovanje. Ja, evo, toliko za dodatek. In Saša Šantl je poslal še eno tako svojo grafično delo, to pot pa mami v Maribor, ki je zanimiva zato, ker je motiv nekaj posebnega in katerega original imam tukaj za pokazati. Ne? To je grafika Triglav, izredno lepa stvar. Da ne govorim veliko o njej, takole je izgledala, ampak poudarek na tej razglednici je tudi v tej sliki, kjer je naslov in zraven besedilo v stenografiji. Stenografija je pa namreč nekaj takega, kar je bilo v tej družini Šantl vsakdanja praksa. Oni so se med seboj velikokrat pisali v stenografiji, če je primanjkovalo prostora, ali pa če so želeli kaj skrit pred nepovabljenimi, kakšno vsebino, in tako je tole dobila na svoj naslov Mama v Maribor. Tisto pa še sledi zdaj. Najprej še ena sličica družine v mariborskem obdobju, kjer sem želel vam pokazati, da sta tule na sliki še dva vnuka od Avguste, oziroma hči in sin Saše Šantla. Ta zadaj je Bojan Šantl, spredaj pa hčerka Vojica, medtem ko je prva Dušica ta čas očitno ali sfotografirala ali pa je ni bilo na sliki. To je torej družina v obdobju Maribora, leta 1925. In naslednja sličica, to bomo malo preskočili, ker nas čas preganja, je pa tale. To je pa fotorazglednica. In sicer je na sliki Gusti Šantlova, ne vem, kdo jo je fotografiral, v Kamnici. Tu vidimo znano cerkvico v Kamnici in poudarek te razglednice je v tem, da je bila to na nek način osnova za njeno grafiko. Gusti Šantlova je v mariborskem obdobju postala prava grafičarka in to pomembna. O tem njenem delu bomo več predstavili čez 2 meseca na razstavi, tukaj v kabinetu. In ta vzorček, ki sem ga s sabo vzel, vam prikazuje delček te njene ustvarjalnosti. In če gremo še k zadnji sliki, to pa je družina, malce širša družina iz leta 1932. To je bilo v Ljubljani ob praznovanju 80-letnice Avguste Šantlove starejše. Ta je tista na levi ob robu. Na desni ob robu vidimo že malce postarano Avgusto mlajšo. Zraven nje vidimo pa enega gospoda, ki se je pisal Janez Kanoni. To je pa bil bodoči soprog Dušice Šantlove, najstarejše hčere
ki je zraven njega tule upodobljena, od Saše Šantla. No, potem sta zadaj še druga dva, sin pa hčerka, in poleg hčerke slika Henrike in seveda zraven še tudi Ruža Šantlova, mati od teh treh otrok. Tule se moj prikaz končuje, zato ker se je pravzaprav v nadaljevanju bolj malo dogajalo s to družino. Ta čas so živeli 10 let na Merju v Ljubljani, kjer je potem Henrika leta 40 umrla in je ostala v hiši sama Gusti mlajša. Mati je tudi umrla že leta 35 in v tej hiši na Merju je potem živela ta Avgusta mlajša še 20 let, skoraj 30, in postala najstarejša živeča slovenska slikarka, umrla je v 92. letu starosti. Medtem ko je Saša Šantl umrl že leta 45, so pa ostali seveda njegovi otroci, in ti otroci, on je, no, na kratko lahko rečem, da je trenutno živečih še 5 vnukov Saše Šantla, in od teh vnukov sem jaz tudi dobil v varstvo to njihovo dediščino. In so mi zelo hvaležni, in s tem bi moj prikaz pravzaprav končal.